ta zakon seveda zdravniki kot taki ne moremo podpreti, predvsem glede vloge zdravnika, kajti vloga zdravnika je bila v vsej človeški zgodovini tem, da pomaga trpečim, da rešuje življenja. In ta zakon nalaga zdravniku zdaj, da dela v polnem nasprotju s tem, kar je njegovo poslanstvo. In tukaj smo bili priča sprenevedanju. Namreč prvotni predlog zakona je bil zakon o evtanaziji, na kar je predvsem stroka nasprotovala temu, da ne bo zdravnik dejansko izvrševalec tega nasilne prekinitve življenja, in potem so ga preimenovali, gre predvsem za igro besed, ne toliko za vsebinske spremembe, zakon o pomoči pri samomoru oziroma aktivni prekinitvi življenja. Glejte, v čem so bistvene razlike oziroma jih praktično ni. Tako po prvotni različici zakona, kot tudi v tem najnovejšem zakonu, ki je bil sprejet, zdravnik sodeluje v vseh fazah usmrtitve. Od tega, da postavi neko diagnozo, da gre za terminalno bolezen. Potem sodeluje v komisijah, ki o tem odločajo. Zdravnik končno predpiše, celo naj bi dostavil to smrtonosno substanco in nadzoruje sam potek usmrtitve. Skratka, mora biti zraven v vseh teh fazah postopka tako zvane samousmrtitve, čeprav je zdravnik tisti nosilec, ki vse to nadzoruje. In glejte, v primeru, če gre pa za neko substanco, ki se jo daje v obliki infuzije, kdo je tisti, ki pripravi infuzijo? Sestra ali pa zdravnik? In svojci ali pa bolnik sami je tisti, ki samo odpre tisti ventilček, da substanca steče. Skratka, zdravnik je vpet v vse faze postopka tako zvane samousmrtitve, zato jaz pravim, zame je to še vedno zakon o evtanaziji, za razliko recimo od drugih držav, Švice in predvsem pa Avstrije, kjer v končni terminalni fazi, ko gre za zaužitje te smrtonosne substance, zdravnik nima takšne vloge, kot ima zakon predvideva. Pa še na nekaj bi opozoril. S tem, da zdravniki opozarjamo na to, da ne sprejemamo te vloge, nam nekateri očitajo neetičnost vstopa. Eden od predlagateljev zakona je celo zapisal, da bo to zakon, da bo to referendum o etiki zdravnikov. Ali so zdravniki pripravljeni pomagati umirajočim, trpečim. Pa vas prosim, če kdo, potem zdravstveno osebje je tisto, ki stoji tem ljudem ob strani. In če nismo zato, da se življenje nasilno prekine, to še ne pomeni, da zdravniki nismo pripravljeni pomagati tem trpečim terminalno bolnim. Hvala.